So marelice skrivnost najbolj vitalnih stoletnikov po svetu. V dolini Hunza so namreč odkrili te staroselce, ki živijo izjemno dolgo in tudi vitalno. In znanstvenik Robert McCarrison po rodu Irc je v 20 letih prejšnjega stoletja odkrival, da kot prvo, kot že rečeno, so ti ljudje izjemno vitalni in da pojedo zelo veliko marelic. Govorimo torej o dolini Hunza v severozahodnem delu Pakistana in od to tudi izvira sorta marelic Hunza. In na vprašanje, zakaj je tako dobro jesti marelice in ali so res povezane z dolgoživostjo in z vitalnim življenjem, nam bo danes odgovarjala Simon Godina. Simon, živjo. Živjo. Mene pa, Simon, zanima v bistvu, zakaj je tako dobro jesti marelice za naše zdravje. Predvidevam, da itak ekološkega porekla. Marelice so oranžne, in oranžna barva je taka zdrava barva. To pomeni, da je veliko teh karotenov notri, ki so v bistvu predhodniki, bi rekli, lahko A-vitamina. Pol je tukaj še lutein, pa kriptoksantini, to so vse neka fitohranila, ki so antioksidanti. Pa te marelice, ki si omenila Hunza, pač na tem področju, kjer so te stoletniki, tam jih že stoletja jedo, tako. Tudi obstaja ta Hunza dieta, ki si prej govorila tega znanstvenika. Kaj pomeni ta Hunza dieta? Ja, to je ena taka dieta, ki se mogoče tudi lahko kdo bi lotil, taka pomlajevalna, pa tako proti visokem pritisku, pa tudi kakšnim bolečinam in podobno, ker marelice so za vse to seveda zelo dobre, ker imajo tudi dvakrat več teh hranil kot navadne marelice, ki se zalivajo, ker vse rastline, ki v nekih takih težkih pogojih rastejo, imajo veliko več hranljivih sestavin, kakor neke, ki so s pesticidi, pa tako na konvencionalen način recimo vzgojene. Torej bolj kot v naravnem okolju, boljše je. Tlej pa še posebej neka posebna klima, v tej eni taki, bi lahko rekli, tudi eni modri zoni. Modre zone so tiste, kjer je največ takih dolgoživih ljudi. In oni v bistvu jejo semena, malo medu in lahko je tudi kakšna kaša in par marelic, dvakrat na dan, enkrat na dan pa kuhan obrok. To je ta dieta, tako da, evo, če se boste lotili. Isto bi lahko torej mi tole tukaj začeli. Ja, tudi to je lahko. In to mora biti take črne, te, ki so nežveplane, ker niso nič obdelane, so naravne in so zelo okusne. Dostikrat ne vemo v bistvu. Ker navajeni smo videti recimo v trgovinah. Navajeni smo gledati tiste, ampak so zelo okusne. Rumenkaste, bleščeče. So malo drugačne, kot klasične, lahko rečem. Je to torej nek test, ki ga lahko sami opravimo, da če je marelica temnejše barve, take črne skorda, je to boljše? Žveplja se zato, da obdrži barvo, da je lepo videti. Ampak vemo, da lepo videti je tudi vse, kako izgleda plastično, to ni to. Tako da, če pa je nekaj malo bolj grdo videti, ampak okus je pa ful dober. Torej, v bistvu priporočaš, potem uživamo jih lahko seveda marelice sveže, Ja, kot prigrizek, kot zajtrk, kot malica, lahko tudi neka lahka večerica. Zdaj po zimi jih ni, da bi jih sveže dobili. Je pa pol tudi posušena varianta verjetno zelo dobra. Ja, saj posušene imajo še večji koncentrat teh sestavin, ki so pač v suhem koncentrirane, tako da tole je kar eno tako multivitamin, bi se lahko reklo. Dvakrat več ima C in E vitamina kot navadne marelice, recimo. Ravno zaradi te pridelave drugačne. Zdaj vemo, da v bistvu uživamo različne dele marelic, uživamo tudi marelične koščice. Lahko še kaj o tem mogoče rekla? Koščice, jaz jih tudi doma malo tolčem, so tako kot eni mandlji. Saj v bistvu mandel je tudi, ta amigdalin je v bistvu v teh koščicah, to je, se mandel tudi reče po latinsko. Ta amigdalin v bistvu ima neke posebne učinke, zdaj povezujejo ga z učinki na raka, na imunski sistem, zato ker se pač po določenem postopku, ko to pojema, lahko spremeni malo v ta cianid in lahko to pač pobija te razraščene celice rakaste. Ne smemo pa preveč tega pojesti, ker pa vemo, da cianid je pa lahko tudi strupen. Tako da pač manj je več. Manj je več. Marelice pa ni problem. Zakaj pa priporočaš recimo tele marelice, ki jih imamo danes tukaj? Ekološke, posušene? Ekološke, na posebnem delu, bi rekli, sveta gojene, v posebnih teh pogojih, da so
Res, da imajo več hranljivih snovi, a ne, da imajo več tega alfa, beta karotena, luteina, ki je dober tudi za moške, za prostato, pa te kriptoksantini so dobri za oči, pa lutein tudi za oči, a ne. Tako da pa kot sem rekla, ne, te karoteni so pa predhodniki A-vitamina. A-vitamin pa za kožo, pa tudi za črevesno sluznico, pri ščitnici konec koncev tudi za uravnavanje TSH-ja in tako, ne. Tako da so eno tako super živilo, ki bi ga priporočila, da mogoče dodamo svojim zajtrkom, malicam. Tudi otroci lahko to kakšno pojejo. Pa niso tako sladke, zelo so dobre. Verjetno je pol res za celo družino. To vse učinke, ki si jih napisala, ne, praktično za različne starosti so primerne. Super živilo, še posebej unim, ki jim mogoče manjka teh A-vitamina, ne, in teh zadev, tako da se vključi, ne, smo rekli med, malo semen, malo kakšna kaša, pa to notri, ne. Zdaj seveda ogromno je marelic, ki jih dobimo danes na trgu, a ne? Ampak me zanima, torej, koliko moramo biti pozorni pri temu, da je, kakšno je poreklo, kaj moramo pogledati, zdaj tako, kaj moramo tiste, paziti? ki so zelo rumene in take lepe so, vse piše gor, da vsebujejo da so žveplane, a ne, da vsebujejo ta žveplo, ki jih pač posvetli. Ekološke pa tako, če primerjam zdaj s temi, a ne, niso vse tako okusne, no, te imajo še prav en tak bolj poseben, take mehke so, fine in fin okus imajo, no, tako da, evo, so mi ful všeč. No, odlično, krasno. V bistvu mi smo tudi napisali na naši spletni strani en zelo obširen članek na to temo. Naredili smo intervju z Edwardom Griffinom, ki je v bistvu tudi povedal o tem, zakaj tudi v sodobni medicini je velikokrat zamolčano to, da se v bistvu marelice lahko tudi uporablja kot pripomoček pri zdravju, ker je njihovih koristi v bistvu za naše zdravje ogromno, kot je že danes povedala Simon. Vas pa čaka na naši spletni strani ena krasna akcija. Tako da, če boste skočili gor, boste naleteli, da ob nakupu 5 paketov ekoloških posušenih marelic, ki so seveda nežveplane, prejmete še 6. paket brezplačno zraven. Tako da skočite na našo spletno stran, lahko se pa obrnete tudi na našo telefonsko linijo, kjer vam bodo na voljo za kakršnokoli pomoč naše svetovalke. Torej, Simon, zanima me še ena stvar. V bistvu je sploh v Sloveniji zelo popularno, da imamo te razne kompote. Kako pa gledaš ti na to, marelični kompoti? A je to isto potem tako zdravo ali se tam že zadeve kaj drugače spremenijo? Ja, zdaj, mislim, kompot iz svežih marelic je eno, ne? Lahko pa tudi suhe damo v kompot, ne? Da so bolj mehke, mogoče tudi za tiste, ki imajo probleme z zobmi, starejši, ker to bi bilo, jaz bi to zelo priporočila kakšnim starejšim kot dodatek k prehrani, ne? Lahko jih tudi zmiksamo. Tudi če bi jih namočili recimo v kompot, pa jih potem pač zblendamo, ne? Je lahko tudi malo tako kot eno sladilo med, recimo v tem smislu, ne? Za razne tudi te ploščice, ki se dela, da se namesto teh datljev, ne, uporabi lahko pa marelice, ne. V bistvu, niso tako sladke, ampak so, imajo lep okus, tako da bi tudi otroke zadovoljile z sladkim, pa se potem z raznimi semeni zmeša, lahko tudi kakšne, če si te granole mešamo, ne, razne tudi smutije konec koncev, če so nam pregrenki ali karkoli, pa malo dodajemo tudi kakšne sladice. Kako jih pa ti narediš od vseh teh načinov? Jaz imam narediš kar tako, sveže. Ne? Pa zdaj pri kompotih, ki si jih omenila, pol je verjetno treba paziti, da ne sladkamo toliko velik ta kompot. Ne, nič ni treba sladkati. V bistvu se samo malo zagreje, ne da preveč zavre, ne, ampak da se samo malo zagreje in pol noter stojijo in se bojo lepo, v bistvu se bojo napihnile, ne, in bojo take mehke, tako da je tudi to lahko zelo dobro. Zato, ker so že dosti sladke, ni potrebno dodatno sploh sladkati. Ali pa dodatek drugim, recimo jabolka, ali pa neke kutine, ali karkoli, če bi delali v kompotu, pa to dodamo, pa sploh ne bo treba sladkorja. Odlično. Ja, na teh, ki so res ekološko predelane, nežveplane, bi bilo res škoda zdaj še potrositi bel sladkor. Tako da res hvala za vse informacije, Simon. Evo, yummy.